Teheran se zagotovo smeji, saj režim znova dobiva vse, kar si želi, ne da bi pri tem karkoli žrtvoval. Washington hiti z razglasitvijo dogovora z režimom in skupaj z Omanom za ponovno odprtje Ožine. In po poročanju državnih medijev režima zahtevajo dogovor, ki bi popolnoma prepovedal prehod ameriškim in izraelskim plovilom skozi Ožino ter kaznoval vsakega kršitelja z globo do 20% vrednosti njihovega tovora. Torej, Washington hiti razglasiti kot diplomatsko zmago. Dogovor, ki bi ameriškim ladjam prepovedal plovbo po vodni poti, po kateri potuje petina svetovne oskrbe z nafto. Razumem. In zdaj, čeprav ameriški uradniki govorijo, da je napoved oddaljena le še nekaj dni, režim še vedno najde načine, kako vedno znova spreminjati pogoje. Mislim, ta konec tedna je zunanji minister Abbas Araghči novinarjem povedal, da se Hormuška ožina pravzaprav ne bo ponovno odprla, tudi če bo omanski dogovor dokončan, ker, po mnenju Teherana, ZDA režimu še vedno dolgujejo koncesije zaradi domnevne kršitve prvotnega okvira premirja iz junija. Zdaj je Araghči posebej obtožil Washington, da spodkopava nadzor Islamske republike nad plovno potjo, saj poskuša vzpostaviti svojo alternativno pomorsko pot, Groza, v vodah, ki seveda niso iranske. Z drugimi besedami, režim zahteva, da Združene države nehajo poskušati zaščititi svoje lastne pomorske interese v plovni poti, ki je Iran niti v celoti ne nadzoruje, in ameriški lastni interes prikazuje kot prelomljeno obljubo njim. Zato se ne pogajaš z islamskim režimom ali IRGC. Premagaš jih vojaško.